Lepo pozdravljeni na dogodku na odru mladih. Z mano so na dogodku, se pravi na tem sejemskem predstavitvi knjige Kokošji rod slovenskega pisatelja Josipa Ribičiča, so z mano sami primerni sogovorniki za na oder mladih. Z leve proti desni bom predstavila veliki slovenski mladinski pisatelj Slavko Pregl, gospod tržaški pisatelj, gospod Marko Kravos, na moji desni vnuk pisatelja Ribičiča, ampak drugače pa seveda spoštovani ustavni pravnik, dr. Ciril Ribičič, sem pa Valentina Smej Novak iz založbe Vida. Zakaj smo se znašli na tem odru mladih? Zato, ker je pri založbi Vida pred nekaj časa, pred dobrim mesecem, izšla knjiga Kokošji rod Josipa Ribičiča. O tem, kakšnega žanra je ta knjiga, bo tekla tudi beseda danes. Predvsem pa je ta izdaja Josipa Ribičiča izšla 100 let po izvirni izdaji leta 1924 v Gorici. Takrat je pisatelj Josip Ribičič delal v zamejstvu, seveda ne na slovenskem področju, in tako je to pravzaprav krstna izdaja v Sloveniji. Ta izdaja je oplemenitena s posebnimi avtorskimi ilustracijami velike umetnice Ejti Štih. Vsi, ki bi vas zanimalo te ilustracije, ki jih lahko vidite v tej, moram reči, precej verni in skrbni reprodukciji slikanice videti v živo. Ravno včeraj zvečer je na pobudo družine Ribičič bila otvorjena na gradu v Peterekotnem stolpu na Ljubljanskem gradu razstava izvirnih ilustracij Ejti Štih iz knjige in moram reči, da je res vredna ogleda, skrbnega ogleda. Zelo, zelo vredno in pomembno je pa tudi to Ribičičevo delo 100 let pozneje brati. Jaz bom začela mogoče na koncu, ampak potem se bomo vrnili na začetek. Ko smo dali mi to knjigo prebirati v recenzijo z namenom, da napiše eno spremno besedo pisatelju Slavku Preglu, je zapisal en stavek, ki odzvanja in ga citiramo vse povsod. Glasi se nekako takole, da je Josip Ribičič, ta klasik slovenske mladinske književnosti, začetnik slovenske mladinske književnosti, pred 100 leti zakopal v to knjigo Kokošji rod kar nekaj zlatih zrn, ki bodo zelo aktualna tudi za sodobne bralce. Kaj ste točno mislili s temi besedami? Katera so tista zlata zrna? Lepo pozdravljeni. Jaz sem na odru mladih zato, ker zaležem za 3 mlade, če moje leta delite s 3. Pravokotno. V tej knjigi je seveda ogromno zelo zanimivih stvari, tako kot pri vsaki knjigi lahko kdor želi najde stavke, misli, ki jih interpretira po svoje, in jaz sem jih seveda interpretiral po svoje, še posebej v luči današnjega časa. Katerokoli zgodbo v knjigi pogledamo, nosi sporočilo in neke vsebine, ki veljajo tudi danes. V eni od zgodb nastopa, da tako rečem, prepir med belimi in črnimi kokošmi, ki se prepirajo tako rekoč do uspešnega lastnega konca, namesto da bi se dogovorile. Ni se treba posebej truditi in preveč gledati okrog sebe, da vidiš, kako te stvari žal veljajo tudi danes. Seveda ima tu nekdo dobiček, dobiček ima nekdo tretji, se pravi, kjer se prepirata 2, tretji dobiček ima, s tem, da ta 2, ki se prepirata, res potegneta izrazito nesrečen in slab konec. Naslednja zgodba, ki je pravzaprav prva, ki je zelo zanimiva, že spet poučna za današnji čas, mlad petelinček razlaga velikemu petelinu, oblastniku
ki ima vsega dovolj. Kokoši okrog njega so pa mnoge lačne, stradajo, nimajo ničesar in ta petelinček pravi temu velikemu petelinu: razdeli to, kar imaš. Vse bo dovolj za vse in vsi bomo lepo živeli. No, seveda, jaz sem v tem glede znova na današnji čas videl neko daljnosežno sporočilo o univerzalnem temeljnem dohodku, ki je zelo aktualno danes. Se pravi, mi imamo danes nekaj ljudi noro bogatih, ki ne vedo, kaj bi s svojim denarjem, si izmišljujejo vsakršne, da ne rečem kaj. In nekdo, ki si želi želeti na Luni, bi s tem istim denarjem lahko nakrvnil milijone lačnih ljudi po svetu, mu pa to seveda ne pade na pamet, ker on si lahko privošči vse. Se pravi, neka drobna peščica ljudi ima v rokah zaradi ekonomske moči pravzaprav cel svet in to vidimo iz dneva v dan. In Ribičič je po moje, jaz to razumem tako, ko mlad kokot predlaga temu velikašu petelinu, ne razdeli svoje bogastvo vsem, da bodo vsi živeli, res kot neko napoved univerzalnega temeljnega dohodka, ki ga seveda takrat v vsakršni tudi ekonomski teoriji še nikjer ni bilo. Več stvari je takih, o katerih se da govoriti, in glede na to, da smo tu na knjižnem sejmu, je seveda zanimiva zgodba o tem, kako se družba norčuje iz svojega umetnika. Tam je nek petelin, ki lepo prepeva po noči, po dnevi, ne briga se za bi rekel, svoj dobrobit, družba okrog njega mu daje nekaj malega za preživetje, živi bedno in vsi ga imajo za čudaka. Je pač umetnik, a ne. In ko ta umetnik pogine, vsi začnejo govoriti veličastne besede o njem. Pojejo mu slavo, on je duh, on je velik, on govori o nas, mi smo on je mi, in mu seveda postavljajo spomenik s tem, da za časa življenja je stradal. In mnogo današnjih komentarjev, izjav v našem času, v naši družbi govori v to smer, da umetniki pač živijo na račun žuljev, ki jih, bi rekel, zanje žrtvuje delovno ljudstvo. Jaz sem pa ravno, kot rečeno, ker smo na sejmu knjig, v mnogih besedilih, ki sem jih pretežno zaman pisal o položaju slovenske knjige pri nas, napisal tudi to, da pravzaprav takega prodajnega rezultata in profitne stopnje, kot jo v ekonomiji nosijo avtorske pravice, ne nudi nobena druga gospodarska dejavnost. Na vsak vložen evro v avtorsko pravico se ustvari 10 do 16 evrov maloprodajne cene. In znotraj te maloprodajne cene so bistveno bolj udeležene druge dejavnosti kot sami avtorji. In ta odnos seveda do umetnosti, nedvomno se bo kakšen spomenik današnjemu umetniku po njegovi smrti postavil, se mi pa zdi, da bi večina umetnikov raje dobro živela danes, kot potem iz oblakov gledala na nek bronast kip v društvu pisateljev. No, to so na primer 3 zgodbe. V knjigi je zgodb več in prav v vsaki se da najti neko sporočilo za današnji čas. Je pa seveda dobro, da se knjige bere in da se bere to, kar v njih piše, kar je danes pogosto redkost, ampak trudimo se, da to ne bi bilo tako. In ta Ribičičeva knjiga je sijajna vzpodbuda za branje danes in da seveda ne bi zanemaril tega. Ribičič je bil eden ustanoviteljev Mladinske knjige, največje slovenske založbe,
In zanesljivo bi bil vesel, ko bi gledal bogatstvo današnje knjižne ponudbe za otroke. Manj vesel bi bil, ko bi slišal sporočila o lastniških prerivanjih v tej isti mladinski knjigi. In on je ustanovil revijo Ciciban, ki še danes živi. In seveda on je na nek način svetal primer urednika. Ker mnogi si mislijo, vse kaj pa je to, besedilo, slike vrže skupaj pa je knjiga, ampak urednikovo delo je bistveno nekaj drugega. Slavko, zdaj vas bom jaz prekinila, ker namečete zlato zrnje, ki ga bomo še debatirali v nadaljevanju, ampak jaz bi pa rada, da vas tu prekinem in da osvetlimo ne bi rada, da ta prva vaša stavki ostanejo brez odzvena preostale na omizju in se bomo še vrnili k uredniškemu delu, ki se mi zdi prav tako zelo pomembno. Ampak še preden... Jaz sem svetal primer človeka, ki se prigrebe do mikrofona in ga ne morete spraviti dol. Ne, ki ga je treba. Jaz bi se še vrnila k temu, se pravi, vsaka podobnost z resničnim življenjem ni naključna in tudi odsev časa, 100 let nazaj, časi sumljivo podobni današnjim. Mogoče smo tudi pozoren bralec bo ujel kakšen odsev Cankarjevih motivov, predvsem pa ne pozabimo, da so se Ribičeve zgodbe nastajale v Trstu, v Gorici, v časih, ko je tam v plamene požiral, ko so plameni v plamenih umiral oziroma usihal Slovenski narodni dom. Tu imamo sogovornika, tržaškega pisatelja Marka Kravosa. Kakšni časi so botrovali nastanku teh Ribičičevih zgodb? Hvala za besedo in moram reči, da sem rad zraven, tudi ker sem bil izredno vesel tako monumentalne, lepo skrbno sestavljene knjige Kokošji rod z fantastičnimi ilustracijami, ki seveda poudarjajo, da dobra literatura živi in da se lahko po 100 letih spet vrne in postane aktualna. Ta njena aktualnost je seveda v tej družbeni angažiranosti, v tej občutljivosti za ranljivost človeka in seveda tudi izpostavlja napake in nasilniške sestavine človeške, ampak predvsem se to seveda odraža v družbeni skupnosti in Josip Ribičič je seveda predvsem tržaški avtor, ker je Trst v njegovih časih bil največje slovensko mesto in tudi najbolj proletarsko in tudi najbolj seveda odprto za vse te stimulacije iz tega prostora. Kokošji rod je pravzaprav meni bil do te publikacije neznan kot besedila in zgodbice iz tega basenskega sveta Kokoši. Ampak živel sem pa ob Ribičiču in njegovem imenu in njegovih, bi rekel, učinkih na našo skupnost, slovensko skupnost v Trstu ves čas, od mladih nog, bi rekli. In seveda tudi potem od svojih profesorjev izvedel tudi, kako je Josip Ribičič v Trstu sestavljal ne samo igre, prozo, ampak tudi kako je kot urednik recimo mladega, novega rodu, to je ena otroška publikacija, objavljal avantgardne likovnike in Srečka Kosovela in druge take primorske avtorje v prvih 20 letih, kako je seveda za na oder, za odrsko to prizoritev sestavljal svoje tekste v kraljestvu palčkov pa kraljico palčkov, ob katerih seveda pri objavah
v knjižni obliki, recimo tega v Kraljestvu palčkov, je celotno knjigo opremil Avgust Černigoj, ta sloviti naš tržaški konstruktivist in prijatelj Srečka Kosovela. Ravno tako je pri uglasbitvi te igre sodeloval en dober tržaški glasbenik Ivan Grbec in v naslednji Kraljici palčkov pa nič manj kot Mari Kogoj. Tako da veste, da je to zasluga tudi Josipa Ribičiča, ob tem seveda, da so tudi njegova besedila zelo konsistentna, da sestavljajo tudi eno zakladnico, eno arhivsko vrednost v naši mladinski literaturi, kar se premalo zavedamo, morda tudi zaradi tega, ker je s tem predstavljanjem, izselitvijo primorske kulture med fašizmom, se je izgubila pravzaprav ena taka središče in smo bili nekako razjedinjeni ali pa nekaj generacij se je to razgubilo in se je ta primorski prostor slabo uglaševal. Na vsak način mislim, da je v ta obuditev kokošjega rodu res neko tako veliko dejanje. Jaz se zahvaljujem založbi in tudi seveda vnuku oziroma vnukoma. Ampak jaz sem zelo vesel predvsem kot tržaški avtor in sem nekako dedič in se čutim hvaležnega, da se to počne in da se končno tudi res izpostavi tudi ta velik kulturni odtis, ki ga je Ribičič in vsa njegova potem družina in potomstvo pustili v naši sredini. Seveda predvsem pa ne pozabimo, da je to jajce kokošjega rodu Ribičičev se izleglo najprej v Trstu. Ja, tako, pisatelj Josip Ribičič je imel zanimivo življenjsko pot, bil je rojen v Baški na otoku Krko, materi zavedni Slovenci in očetu, uradniku avstro-ogrskemu Ribičiču. Na koncu ga je pot pripeljala v Ljubljano in o tem nam bo več povedal pisateljev vnuk, dr. Ciril Ribičič. Moram se tudi jaz kot založba se seveda, mogoče to je zdaj že naša ena večjih številnih predstavitev in se mogoče nisem dovolj izredno na začetku zahvalila družini Ribičič, ki je res se angažirala in poskrbela in tudi predlagala izdajo te knjige in smo kot založba zelo hvaležni, tudi javni agenciji za knjigo smo hvaležni, ki je v knjigi prepoznala delo, ki ga je vredno podpreti. Zdaj pa dajem besedo dr. Cirilu Ribičiču. Ja, hvala lepa. Mi smo bili kot potomci in dediči Josipa Ribičiča vedno ponosni na svojega dedka. Tudi danes je še precej sledi njegovih, na katere smo ponosni. Ena je Ribičičeva ulica v Ljubljani, na Viču. Cel kup vrtcev nosi ime Miškolina. Osnovna šola v Trstu se imenuje po Josipu Ribičiču. In še bi lahko našteval. Posebej smo pa ponosni zdaj v zadnjem času, ko smo odkrili ta kokošji rod. Res je bilo treba odkriti, ker to je bila takale majhna knjižica, izdana leta 1924 v Gorici. Če bo kdo rekel, zakaj ne v Novi Gorici, iz več razlogov, med drugim je v tem, da Nove Gorice še ni bilo v tistem času. No, kar se tiče pa njegove osebne zgodbe, je bila pa zelo zanimiva. On je bil izgnan iz Trsta, je potem prek Rakeka, prek osnovne šole Rakek, kjer je bil nekaj časa ravnatelj, prišel v Ljubljano. In seveda zgodila se je druga svetovna vojna. Fašisti so zasedli, okupirali Ljubljano, so pri njem na domu našli slovenskega poročevalca in so zaprli celotno družino. No in takrat pa ni bilo več govora o izgonu iz Italije, ampak nasprotno so jih odpeljali nazaj v Italijo, v zapore. Bil je v mnogih zaporih, posebej je bil on užaljen
da je bil v zaporu z kriminalci. Čeprav, kar se tiče njegovega življenja, v zaporu je gotovo bilo lažje, kot če bi bil v kakšnem taborišču ljudi, ki so politično enako gledali kot ne. Kar se tiče pa te aktualnosti te knjige, bi pa nekatere zgodbe se meni zdi, kot da bi govorile recimo o današnjih slovensko-hrvaških odnosih, druga recimo o razlikah med ureditvijo na Madžarskem in v Sloveniji, tretja bi bila aktualna z vidika obujanja fašizma v Italiji. Tako da so res aktualne v celoti. Če dam eno tako pripombo, drugače je eno področje, ki je bilo pri njem zanemarjeno. Zdaj, če gledamo kokošji rod, so v ospredju petelini. Kokoši skoraj ni, ena zgodba se nanaša na to vprašanje. Danes je situacija bistveno drugačna, kot je bila pred 100 leti, in vsaj na eni točki lahko rečemo, da so se stvari izboljšale, in če bi v današnjem času pisal, bi gotovo naredil še 8. zgodbo, ki bi govorila o uveljavljanju in enakopravnosti spolov. To je Josipa Ribičiča, zdaj se pa vrnemo k tistemu, kar smo izpostavili, pa kar je ves čas bilo v zraku. Ni bil samo mladinski pisatelj, učitelj, ravnatelj, bil je tudi človek, okoli katerega se je generirala neka, zmeraj je nabijal okoli sebe pomembne umetnike, kot je izpostavil Marko Kravos. Slavko Pregl je pa izpostavil, da je bil boter oziroma kar začetnik, tisti, ki je rekel, dajmo to narediti kot urednik in tudi kot ustanovitelj založb. Velja tudi za utemeljitelja slovenske moderne pravljice. Kako še danes odzvanja to Ribičičevo delo in a znamo s to dediščino danes dobro delati? No, jaz bi najprej povedal še to, kako odzvanja njegovo delo danes. On je pred 100 leti pisal o kokošjem rodu in po moje si ni predstavljal, da bi država, v kateri živi njegov rod, geografsko dobila podobo kokoši. In seveda, jaz si predstavljam, da bi si on želel, da ta kokoš najdeva zlata zrna, ne pa, da nastavlja svojo glavo, da kdorkoli pride, jo eventualno odseka ali pa si prilasti še kaj več. Zdaj to delo Ribičičevo v smislu vzpodbujanja mladinske literature je, bi rekel, popolnoma jasno. Ciciban živi še danes in je temeljna revija za otroke in seveda njegove zgodbe. Od Miškolina naprej še danes odzvanjajo med mladimi bralkami in bralci. Mislim, da je zelo pomembno to, kar je rekel Marko. Ribičič je oblikoval krog ustvarjalcev, ki so ustvarjali, se pravi, pisni del in ilustratorski del. In če pogledate danes slovensko knjižno ustvarjalnost za otroke in mladino, mislim, da je popolnoma, da je daleč presegla meje kokošjega rodu, tako besedni kot ilustratorski del. Naši ilustratorji dobivajo priznanje po celem svetu. V Ljubljani, ne vem, če veste, je bil leta 1966 kongres IBI, Mednarodne zveze za mladinsko literaturo. Predsednica mednarodnega IBI-ja je bila takratna direktorica Mladinske knjige Zorka Peršič in v njenem času je 2. april bil razglašen za svetovni dan mladinske literature. Se pravi, ta slovenski odtis je velik, je pomemben, škoda, da ga pogosto pozabljamo in se mi zdi, da je sijajna ta obuditev kokošjega rodu, obenem opomnik za to, da vemo, kje smo, kdo smo, kaj smo in kdaj se je vse to začelo.
Zdaj smo vsi malo slovenski založniki tu v pričakovanju tega veličastnega gostovanja v Frankfurtu. Se bo tam dovolj odslikavala ta slovenska mladinska književnost? Se vam zdi, da bomo primerno zastopani ali se vam zdi, da je to še bolj karta, ki bi jo kazalo poudariti? Na to težko odgovorim, ker prva poteza, ki jo je slovenska politika naredila, je bila leta 2020, ko so odstavili direktorico Javne agencije za knjigo, ki je začela s to zamislijo Slovenije kot častne gostje v Frankfurtu. Se mi zdi, da se v sedanjem času ta ekipa vzpostavlja. Računam, upam, da bo seveda v Frankfurtu mladinska literatura imela svoj delež, še posebej zato, ker bo takoj po Frankfurtu bo mednarodni sejem knjig za otroke v Bologni, v katerem mislim, da je treba slovensko mladinsko literaturo še posebej izpostaviti. Včasih se dobi vtis, da seveda, da je odrasla literatura pri nas pomembnejša od literature za mladino in otroke, samo dejstva govorijo drugače. V bralni znački, ki združuje prostovoljne bralke in bralce, vsako leto sodeluje 140,000 deklet in fantov v osnovnih in srednjih šolah in seveda to je neka neizmerna vojska ljudi, ki imajo radi knjige, ki začenjajo postajati bralci za vse življenje in seveda točno tej populaciji je treba nameniti posebno pozornost in bralna značka, ki sem jo omenil, je starejša od 60 let, je najstarejša blagovna kulturna znamka in seveda take organizacije ni nikjer na svetu. Se pravi, mi imamo vse osnove, da jih zalivamo in iz njih rastejo sjajna drevesa. Ja, tudi tu z nami je tudi predsednik zamejske bralne značke, bralne značke Slovenije, Marko Kravos, ki pa deluje iz zamejstva, tam, ki je mogoče najbolj potrebno braniti in ceniti slovenski jezik in kjer je ustvarjal tudi Ribičič, kjer tudi je osnovna šola oziroma vrtec, osnovna šola Josipa Ribičiča. Ja, soglašam s Slavkom Preglom, da je to ena osnova in tudi ponos in čast, da imamo Slovenci take inštitucije in tak odnos do knjige, da negujemo ne samo ustvarjalnost in visoko tudi umetniško dodelavo tega artikla, ampak potem skrbimo tudi to, da se pravzaprav knjiga bere in da se na ta način ustvari odnos do tega ustvarjalnega sožitja med nami samimi. In je to tudi ena naša, kot je rekel že Slavko, tudi seveda blagovna znamka. Ampak to je seveda ne samo tradicija bralne značke, jaz mislim, da je to bilo že vse od čitalniških časov, ki so bili večere v čitalnici, to so potem bile razne družbe, ki so od Mohorjeve družbe do seveda drugih Prešernove in drugih dejavnosti, ki so potem to razvijale, to posebno vedo in zaradi katere nas tudi širom, ne samo po Evropi, pa po celem svetu zdaj kot Slovence tudi imajo kot zanimive sogovornike in bi radi naše izkušnje prenašali v svoje območje. Seveda, mi smo bili ves čas brez svoje državnosti, brez svojih inštitucij, vojske in tudi finančno malo bolj švohceni, zaradi tega smo razvili pač alternativne te osnove svojega preživetja, ampak tudi dobrega počutja. In moram reči, da avangardni v tem smislu so seveda bili predvsem na tej zahodni naši meji, v Trstu, Gorici, tam je bilo teh pobud, če pomislite samo na Gabrška pa Bevka, pa to so tudi že pod Italijo, ampak tudi še prej to gojili in zaradi tega tudi
publicirali ali pa pisali stvari, ki so bile avantgardne ali pa tudi predstavljene, opremljene slikovno, se pravi ilustrirane na najbolj aktualen način, zato da so konkurirale sosedom, zato smo bili mi tako rekoč se počutili bogatejše celo zaradi te svoje dobre opremljenosti. Ampak No, zdaj navežemo na bralno značko, vse to, kar ste povedali, zgodbe s kokošjega rodu, ste jih prebrali. A jih ocenjujete, danes vsi imamo to, se sprašujemo, a bodo to otroci danes če brali, bodo sposobni razumeti, je to prezahtevno, je to prežalostno. Kako se mladi bralci odzivajo na, recimo temu, klasična, to besedilo gotovo zdaj že mu lahko rečemo klasično ali bolj poglobljena besedila, ki imajo mogoče zahtevnejše metafore, so sposobni to prebrati, bodo to sprejeli, recimo, da bo ta knjiga nekje uvrščena na priporočilni seznam bralne značke. Kaj mislite, kakšni bodo odzivi? Bodo to brali devetošolci, osmošolci ali da se bodo s tem spoprijemali 10-letniki? Če mene sprašujete tako, moram reči, da je mene nagovorila predvsem ilustracija. Potem sem šel brati besedilo in jaz mislim, da bo tudi ta učinek te objave predvsem to, da bojo mladi otroci, verjetno od 8. do 10. ali 11. leta, učili brati in prepoznavati aktualnost starejše bralce na Slovenskem in s tem tudi seveda oživljali sam pomen avtorja Josipa Ribičiča. Tako da mislim, da ima knjiga, bo gotovo imela, ampak tudi in predvsem seveda zaradi izredno ekspresivne govorice Ejti Štih, ki se mi zdi, da se tudi navezuje malo na tisto ekspresionistično govorico, ki je bila doma v Trstu, ali pa tudi avantgardno govorico likovno takrat v 20 letih, če ne že prej. No, in to knjigo je seveda Ejti Štih ilustrirala na pobudo družine Ribičič, dr. Cirila Ribičiča, dr. Miša Ribičiča. Ja, Ejti Štih je imela pri nas na pravni fakulteti eno predavanje in je razlagala svoje slike, ki se nanašajo na pravno področje in je bila posebej zanimiva in zaradi tega sem se jaz na njo obrnil splošno, da bi ilustrirala eno od knjig Josipa Ribičiča. Potem smo izbirali, katera bi ta knjiga bila, ker so že 2-3 pripravljene takšne, jezikovno pripravljene za ponovno izdajo. No in smo se odločili za človeški rod, za kokošji rod. Ona, ne vem zakaj je ona se tako odločila, ampak jaz moram priznati, zdaj to lahko rečem, ona je ta trenutek v Boliviji, me ne bo slišala. Ampak moje mnenje je, da ima ona boljše mnenje o živalih kot pa o ljudeh. Da bolj zaupa naravi kot pa ljudem. In da je to bil eden od razlogov, vsaj na moji strani, za to, da se odloči prav za to knjigo. Namreč ona v Južni Ameriki riše diktatorje južnoameriške in jih riše zelo uspešno, ne? Vendar, ko to prenaša na zgodbe za otroke, so ti ljudje narisani, ne bom rekel, niso narisani prijazno, ne? Neka podobnost je v tem, da smo mi njo pregovarjali iz Ljubljane v Bolivijo, da naj pripravi te ilustracije. Podobno s tem, kako je moj dedek kot urednik iz Trsta iskal slovenske slikarje in druge umetnike, da so sodelovali pri njegovih delih. Jaz sem zbral nekaj teh imen najbolj znamenitih. Avgust Černigoj je bil že omenjen, Božidar Jakac, Maksim Gaspari, France Mihelič, Ive Šubic, Marija Vogelnik, Robert Klavati. To so vse avtori ilustracij v teh knjižicah, ki jih imamo tukaj na mizi. In Ejti Štih, kakršna koli je, najbrž veste, da govori v moški obliki, ne, kot Blejka, rojena na Bledu, je rekla, da je velika sreča, da za ta spisek ni slišala prej, ker se ne bi upala prevzeti tega dela. To je pač izraz te njene skromnosti.
Ja, jaz sem prepričana, da je Eti štih bila več kot primerna, kako bi rekla, nadaljevanje tega spiska. Tudi mi kot založba smo z veliko odgovornostjo in skrbjo se lotili zalaganja te knjige. Res smo skušali se potruditi tudi v oblikovanju z oblikovalcem Primožem Pislakom iz Studia Lux, da se je pustila vsa veljava, vsa vehemenca teh slik ponovno, res ponavljam, na Ljubljanskem gradu spenjača peterokotni stolp, razstava teh slik v živo. Zdaj pa tu, jaz imam še en dolg do pisatelja Slavka Pregla, ki bi želela, ki jo moramo razčistiti, in sicer pravi, da sem jaz njega zavedla, ko sem ga prosila za predgovor, sem mu rekla, a bi vi napisali predgovor k eni knjigi basni od Josipa Ribičiča. In on je meni napisal čez nekaj dni z veseljem, ampak to niso basni. A so basni ali niso? Saj vendar so živali glavni junaki in vendar spoznamo nauk. Jaz sem prav šla pogledat, kaj je definicija basni. Ja, jaz nisem sposoben literarno-teoretičnih odgovorov, ker sem po stroki nekaj drugega. Jaz sem basni doslej vedno dojemal kot zelo kratke zgodbe, v katerih nastopajo živali, v mojih basnih sicer tudi predmeti in pojmi, ki imajo kratek nauk, izpisan ali pa skrit nauk v celi zgodbi. Zdelo se mi je, da so to zgodbe o živalih, seveda z ustreznimi poantami. Je pa seveda stvar interpretacije, še posebej avtorjev, kaj si kdo pod čem predstavlja. Ampak jaz bi rad izkoristil to priliko, ker z vprašanjem o tem, če bodo mladi to knjigo brali, ste stopili na moj žulj, o katerem govorim že ves čas, kadar imam priliko, in to priliko bom izkoristil tudi zdaj. Mladi bodo to knjigo brali, seveda, če jo bojo dobili v roke. In v bralni znački, katere predsednik je moj sosed Marko Kravos, si zelo prizadevamo, da bi mladi v roke dobili čim več knjig. In nas zelo prizadeva to, vedno govorim o tem, ker se mi zdi velik problem. V Sloveniji je bil sprejet standard, da se bo na vsakega šolarja v Sloveniji na leto za šolske knjižnice kupilo 2 knjigi. Na bralni znački občasno naredimo raziskavo in smo ugotovili, da se ta standard izpolnjuje polovično v povprečju. Se pravi, 1 knjiga na šolarja na leto, ne 2 knjigi. Kar pomeni, da šolarji v šolske knjižnice na leto dobijo 250 tisoč knjig manj od tega, kar je bilo dogovorjeno, da bojo dobili. In seveda šolske knjižničarke so v težkih škripcih, kaj nabaviti s to majhno oziroma s to relativno majhno količino denarja, ki ga imajo na voljo za nabavo knjig za šolske knjižnice. In seveda vsa dobra mladinska literatura ne pride v knjižnice iz tega prozaičnega razloga, ker država ne počne tega, kar se je obvezala sama. In mene vedno spravijo v slabo voljo jokanja, stokanja, da mladi ne berejo, ampak zelo težko berejo, če jim ne damo knjig. In jaz upam, da se bo seveda da se bodo te razmere izboljšale, in računam, da bo seveda tudi ta kokošji rod v veliki meri prihutal v knjižnice na naših osnovnih in srednjih šolah, in če bo knjiga tam, jo bojo brali. In seveda mi mladih bralcev ne smemo podcenjevati, dostikrat vedo več od nas in mislim, da jim bo branje te knjige mala malca. Hvala. Tudi srčno seveda mi kot založba upamo, da bo knjiga prišla do bralcev in tudi, da se bodo prejela ta zlata zrna, da bodo, čeprav so zlata, da bodo vzkalila. Marko Kravos, gospod Marko Kravos je pa še o meni med tem, ko smo se pogovarjali že na začetku, prišepnil eno zanimivo anekdoto o Ribičiču, ki naj ostane tu zdaj povedana publiki, da bo šla naprej. Ja, danes na sejmu se je tudi kot posledica izdaje take knjige Josipa Ribičiča, sem tudi jaz iz svojega tega bližnjega
okolja zvedel, da je seveda bila tista igra v kraljestvu palčkov 50 let po prvi izvedbi, se pravi, da je bila v Narodnem domu uprizorjena leta 1916 pred Prvo svetovno vojno oziroma že malo med njo, in da je potem 66., 65., 66. Slovensko gledališče v Trstu to igro tudi postavila na novo, da je v njej nastopala seveda moja sestra kot eden od palčkov verjetno, ampak da je se tudi Josip Ribičič še takrat na gledališču zahvalil za to seveda za to počastitev, obuditev, da je še vedno tako doma v Trstu se počutil. Vsekakor pa mi je potem povedala, in jaz mislim, da bi jo prosil mojo sestro, da mi pove še eno anekdoto o tem, kako je tržaška uprizoritev, prva uprizoritev torej v 20 letih, kako je pravzaprav potovala iz Trsta, torej tržaška uprizoritev v Ljubljano, kjer so potem spoznali Josipa Ribičiča iz te zgodbe. No, hvala za besedo, ampak to je res Ribičiča, to v kraljestvu palčkov so v Trstu zelo dostikrat igrali. Tako da od leta 1916 so ga potem uprizorili še v 20 letih, torej ko je bilo vse zelo rizično in prepovedano, so ga igrali v Škednju, torej v prepovedanih časih. Ribičič je imel vedno zvezo povezan s Trstom in o tisti predstavi, ta prvi predstavi leta 1916, imam dober poglobljen zapis, ker mi je to pripovedovala ena zelo občutljiva, rahločutna gospa, ki je igrala Norčka v predstavi in je bila strašno užaljena, ker je igrala Norčka, se je zdelo za malo, ona je želela biti vila. Jaz sem 64. leta igrala to punčko glavno, Anica se imenuje, torej sem bila v bistvu kraljica palčkov, da ne bomo tukaj žalili. Ampak dejansko je to predstava, kot je povedal gospod Pregl, tudi ta predstava oziroma ta tekst, če ga berete natančno, avtor sluti, čuti, kaj se dogaja, in v bistvu je ena strašna kritika na Habsburško monarhijo, ki razpada. Torej tisti kralj palčkov, ki je na koncu seveda opeharjen, je sam cesar. Tako da jaz sem brala potem to v tej luči in tukaj moram reči, ja, Ribičič je bil videc, je videl vnaprej. Kar se tiče pa leta 1916, to so igrali v nemogočih časih, torej med vojno, ko je bila lakota, ko so bili očetje otrok na frontah, igralci tudi, torej gledališče ni delovalo in so učiteljice pripeljale otroke na vaje, vsaka svojo skupino bolj obetavnih otrok, 40 otrok je nastopalo, v veliki dvorani drugih predstav ni bilo, 40 otrok je hodilo na vaje in vadili so, gospa Olga Petelin mi je povedala, kako so vadili, kako so jih učiteljice pripeljale tja in pač vadile, ona je govorila, moj režiser je bil Josip Ribičič. Torej, Ribičič je tudi režiral, ker je bil dejansko gledališče je bilo motor vsega kulturnega ustvarjanja. So ponovili v Trstu, so imeli 6 ponovitev in potem, ne vem kako, so prišli s to predstavo v Ljubljano. So gostovali tržaški otroci v Ljubljani. Ko so prišli na postajo, se je eden od otrok očitno izgubil in policaj je videl otroka in ga je vprašal, od kod si? In on mu je odgovoril, iz kraljestva palčkov. In policaj, zdaj zamislimo se malo, pred 100 in več leti ga je peljal v Dramo, kjer je bila predstava v kraljestvu palčkov.
To je pa prav gnljiva zgodba. Mi si srčno želimo, da bi tudi danes policaji izgubljene otroke vozili v knjige, oziroma vozili v zgodbe, v gledališče, da bi tako dobro poznali tudi literaturo sodobno. Tu je dr. Ciril Ribičič pripravil en izbor arhivskih izvodov knjig, ki si jih lahko še v naslednjih nekaj minutah, ki nam še ostajajo, tudi v živo od bliže pogledate. In še mogoče zaključna beseda Cirila Ribičiča, potem bi se pa tudi vas vprašala, če je kako vprašanje v publiki nastalo. Sicer vas pa vse vabim, na grad sem vas že povabila, knjižni sejem ste videli, je bogat, živahen, stojnica založbe Vide je v sosednji dvorani naravnost na desno, tam je seveda tudi možno kupiti izvod Kokošjega rodu, tudi kakšne druge knjige, oziroma kupite kakršnekoli slovenske knjige, ker vsi založniki smo kolegi in se moramo drug drugega podpirati. Zdaj pa še prosim za zaključno besedo. Ja, jaz bi sam kratko bi upozoril na to, da imamo mi svojega dedka v spominu kot zelo vedrega, zelo veselega človeka, ki je vsako stvar znal obrniti tudi na humor, tako da ni izgledalo vse tako črno, kot je v tej knjigi. In to velja tako za začetek, kot za zaključek njegove kariere, ampak ravno to obdobje, ko je nastajala ta knjiga Kokošji rod, je bilo najbolj temno obdobje po požigu Narodnega doma in vzpon fašizma. In tako da ta knjiga res ne kaže ali pa kaže samo zametke nekega drugačnega razvoja pisatelja, ki se je potem posvetil predvsem pravljicam za otroke, za mlajše otroke in je veljal takrat za prvega slovenskega mladinskega pisatelja. Hvala lepa. Je kakšno vprašanje publike oziroma bi še kdo od sogovornikov želel še kakšen stavek dodati? Smo bili pridni. Hvala vam tudi vam, ki ste poslušali, zdržali, zdaj pa še vam želim prijeten ogled sejma. To pa zdaj Majsen rezervirala v gostilni Figovec eno mizo.